mađarski kralj Bela III. Je takrat povabil sem cistercijane, menihe iz Francije, iz 3 fontan. To je bilo nenaseljeno območje in da bi naselili to območje, zato je v glavnem tukaj ustanovil cistercijanski samostan. Kot ponavadi, prišlo je 11 menihov pod vodstvom enega opata in so takoj, ko so prišli sem, začeli graditi svojo prvotno cerkev, ki pa ni stala na tem mestu, ampak tukaj poleg. Ko smo prihajali, ste videli, da je stavba, ki bi po zunanjosti lahko bila tudi cerkev. Na mesto te stavbe je stala prvotna monošterska cerkev, ki je bila za tisto obdobje precej velika, kajti bila je 88 metrov dolga, 44 metrov široka s 3 ladjami. Zgrajena je bila v romanskem slogu, se pravi debele stene, majhna okna, tako da je služila ta prvotna cerkev tudi kot neka graščina, bi temu lahko rekli, in tudi temu se je zahvaliti, da potem leta 1605 je bila uničena. Tukaj namreč so bili eni boji, eni predniki krucev so sem prihajali, počka je večete, in avstrijski general, ki je služil tukaj v mestu, Tiefenbach se je pisal, je dal napolniti smodnikom kleti cerkve in samostana. In prišlo je do velike eksplozije, ne ve se, če namerno ali pa če je to bila kakšna nesreča, ampak cerkev je bila porušena. Tako da potem so v glavnem cistercijani zapustili Monošter, tudi zaradi tega, ker zemljiško gospodarico, to je bila Ana grofica Seči, se niso najbolje razumeli in približno 100 let jih potem ni bilo v Monoštru in Monošter približno 100 let tudi ni imel lastne cerkve, tako da so verniki obiskovali obrede tukaj v eni sosednji vasi, ki slovensko rečemo Trošče. Leta 1690 se potem menihi vračajo, vrnejo in na mesto te prvotne cerkve zgradijo svojo drugo cerkev. Ta druga cerkev je veliko manjša kot prvotna cerkev, kajti je zgrajena iz ostankov prvotne cerkve. Druga cerkev je bila zgrajena v gotskem slogu in je služila kot cerkev približno 100 let. Do takrat, dokler se ne zgradi ta tretja monošterska cerkev. Ta cerkev se začne načrtovati leta 1723 in sicer takrat je opat Robert Lep, ki je sem prišel z Heiligenkrajca pri Dunaju, z tistega samostana in on zaradi tega povabi za arhitekta te monošterske cerkve, znanega arhitekta tistega obdobja z Dunaja, Antona Tomaža Pilgrama. Ta cerkev je zgrajena v baročnem slogu, to je pozni barok, malce že podoben skoraj rokokoju, zelo bogato okrašena je cerkev, čeprav marsikaj v cerkvi so naredili sami menihi. Če pogledamo klopi s temi lepimi interzijami, 2 meniha sta 40 let izrezljala klopi, tudi rezbarska dela na stranskih oltarjih so naredili sami menihi. Če pogledamo te rezbarska dela, na prvi pogled se nam zdi, kot če bi to bil marmor. Ampak tukaj v cerkvi nič ni iz marmorja, vse je iz lesa in iz kamna. Vse je iz lesa in kamna. No, osrednje freske v cerkvi sta poslikala oče in sin, Dorfmeister sta zapisala, akademska slikarja z Dunaja, ki sta v tistem obdobju veliko slikala na tem predelu Madžarske in tudi na avstrijskem Štajerskem. Ta freska tukaj nad mano simbolizira zmago križa. Osrednja freska, ki jo nažalost zdaj malo manj vidimo, ker jo obnovljamo, je na spomin ali v spomin na to monoštersko bitko, o kateri smo videli mali filmček v muzeju, bitka leta 1664 med turško in krščansko vojsko, kjer sicer krščanska vojska zmaga, ampak kljub temu Dunajski dvor Leopold II. Je takrat na prestolu podpiše tako imenovano sramotno mirovno pogodbo s Turki, po kateri ti naši predeli še približno 20 let ostanejo pod turško oblastjo. To se pravi, porabje se v času turških upadov v glavnem prazni, ljudje odhajajo ali jih pobijajo ali jih odpeljajo v suženjstvo, tako da potem, ko Turki zapustijo Madžarsko leta 1668, ko jih pri Budimu premagajo, je Porabja in tudi Goričko, te slovenske vasice so v glavnem skoraj prazne, tako da se začne ponovno priseljevanje Slovencev na to območje.
Tega nisem povedala, prvo priseljevanje Slovanov, Slovencev je v drugi polovici 6. stoletja, skupaj s Obri se naselijo na tem območju, od tukaj približno 140 km je Blatograd, Blatni grad ali Madžarsko Zolovar, kjer sta imela Pribina in Kocelj prvo samostojno državo panonskih Slovanov, ki je kasneje potem prišla pod frankovsko nadoblast in so Franki Obre ali Avare z tega območja pregnali in namesto teh pregnanih Obrov v glavnem začnejo potem priseljevati Slovence tudi iz Karantanije. Druga naselitev Slovencev prav na to območje je povezana z monoštersko-cistercijansko opatijo. Cistercijanci v glavnem potrebujejo delovno silo in zato na svoje pristave potem priseljujejo Slovence z današnjega Prekmurja iz enega dela Štajerske, tako nastanejo v glavnem te slovenske vasice tukaj v okolici Monoštra. No in tretje priseljevanje je potem po monošterski bitki oziroma po letu 1668, ko se priseljujejo Slovenci zdaj že tudi z bolj oddaljenih slovenskih pokrajin, ne samo z Prekmurja in Štajerske. To pa vemo potem, da se pojavljajo novi priimki med tukajšnjimi ljudmi, kot recimo Dravec, Zadravec, Kranjec in kot recimo Čuk. Med Porabci je precej Čukov, pa vemo, da je Čuk izjemno primorski priimek, neverjetno kot trgovci so potem prihajali gor in so se potem naselili tukaj v samem Porabju. No, potem v glavnem začetek 20. stoletja je še zanimivo obdobje, ko Monošter dobi industrijo. Monošter je tukaj na tromeji in je zanimiv v glavnem za tuji kapital, za švicarski, nemški kapital. Zato v glavnem Monošter leta 1900 dobi prvo veleindustrijo, veliko tovarno Sfile. To je v glavnem tako imenovana židana fabrika, ki je v tistem obdobju ena največja tekstilna tovarna v srednji Evropi, približno 1500 tkalk zaposlujejo, ko imajo največ zaposlenih. In te porabske ženske se najprej tudi kot tkalke začnejo zaposlovati v monošterski industriji, namreč te majhne kmetije enostavno ne morejo takrat preživljati toliko ljudi, kot koliko jih je živelo na njih. Takrat je bilo ogromno otrok v teh družinah, se pravi od 8 do 10 do 12 otrok, in ker je pač tukaj veljalo madžarsko dedno pravo, vsak dedič iz kmetije moral dobiti svoj delež, že itak majhne kmetije so se še naprej delile in enostavno niso bile sposobne v glavnem prehranjevati toliko ljudi, zato v glavnem so se potem naši ljudje zelo zgodaj začeli zaposlovati v industriji, ženske v tej tovarni Sfile ali židani fabriki, moški pa v tovarni Kos ali kosavni fabriki. Tovarno Kos leta 1902, kot sem rekla, Avstrijec, baron Vizer ustanovi in približno od 650 do 800 moških zaposluje se, predvsem kovača. Monošter v tistem obdobju še ima tovarno Ur s švicarskim kapitalom in nekaj manjših obratov. Se pravi, da na začetku 20. stoletja je Monošter veliko močnejši center tukaj na Tromeji kot Murska Sobota. Murska Sobota je v primeru z Monoštrom takrat bila še vasica, ampak potem se zgodi pač, kaj se zgodi po prvi svetovni vojni. Monošter ostane nekako zaprt tukaj v tem trikotniku, namreč tukaj se po prvi svetovni vojni začrta meja na razvodju Mure in Rabe, ne glede na to, kje so etnične meje. Takrat v glavnem 9 slovenskih vasic ostane na Madžarskem, medtem ko ostali del Prekmurja pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasnejši Jugoslaviji. In v glavnem takrat se začne ločena zgodovina porabskih Slovencev. Vse do takrat nas niso imenovali rabski ali porabski Slovenci, temveč Slovenci na Ogrskem in to seveda skupaj s prekmurskimi Slovenci. Lahko dovolite, bi lahko šli kar Boris in Živček, ki bi morali biti še Vandovci. Tako. Pravi, da kar krepko zamujamo. Dobro, gremo. Vredno. Ne, sej, sem rekel.